Naš pogled. Pripravil ga je Alen Salihović. Lepo pozdravljeni. V tem mesecu se v Sloveniji spominjamo največjega genocida v zgodovini slovenskega naroda. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo na povabilo ministra za obrambo Boruta Sajovica teden dni pred tradicionalno slovesnostjo v Kočevskem Rogu, ki jo organizira Nova slovenska zaveza, udeležila svoje spominske slovesnosti oziroma vladne, kjer se bo poklonila žrtvam na kraju spomina jama pod Macesnovo Gorico. Vse bolj jasno je, da želi biti predsednica države Nataša Pirc Musar prvorazredna, a ne prvorazredna za vse, temveč samo za tiste, ki so njej po meri. Svojo vključevalnost si razlaga kot ekskluzivni klub ideološko všečnih, v katerega ne sodi vsak državljan, ampak le tisti, ki poklekne pred njenimi vrednotami. Gremo lepo po vrsti. Predsednica, ki je letos mandat vstopa v drugo polovico, se šele zdaj očitno zaveda, da ji voda teče v grlo, če ne želi končati mandata kot Danilo Türk, ki je delil državljane na prvo in drugorazredne. Do danes se Nataša Pirc Musar še ni zmogla kot prva med državljani pokloniti žrtvam komunizma. Ima polna usta obsodb fašizma, nacizma, Srebrenice in zdaj Gaze, a največjega povojnega genocida na Slovenskem, množičnih pobojev pred in v letu 1945 in po njej, se izogiba kot maček vode. Mirno sedi z ideološkimi dediči krvnikov in podeljuje državno odlikovanje v imenu vseh državljanov, tudi tistih, katerih sorodniki so bili brez sodbe pobitih. Še več, niti zavzela se ni proti ukinitvi dneva za žrtve komunističnega nasilja, ki ga je odpravila vlada pod vodstvom Roberta Goloba. Organizacijam, kot sta Nova slovenska zaveza in Združeni oblipi sprave, ki si leta prizadevajo za resnično, enakovredno in celostno spravo, pa obrne hrbet. Ne, ona gre raje po svoje, po poti samovoljnosti in selektivnega spomina. Svojim ravnanjem postaja predsednica, ki je s par zamahi kot slon v trgovini s porcelanom uničila dolgoletna prizadevanja njenega predhodnika Boruta Pahorja za spravo. Skupaj z vlado je tudi za ceno obiska pri pokojnem papežu Frančišku izsilila začasni pokop žrtev iz Macesnove Gorice, ne da bi prisluhnila željam tistih, ki si prizadevajo za njihov dostojen pokop v slovenski prestolnici. Na naše vprašanje, ali se bo udeležila slovesnosti v Kočevskem Rogu, ki jo 7. junija pripravlja Nova slovenska zaveza, so iz njenega kabineta med drugim odgovorili, da je že ob začetku letošnjega leta potrdila udeležbo na 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj, ki bo isti dan ob 10. uri in kjer bo tudi slavnostna govornica. Zato je nemogoče, da bi se udeležila obeh, so zapisali. Ob tem pa ni pokazala niti kančka želje, da bi si prizadevala, da bi bila ena ali druga slovesnost malo prilagojena, da bi se lahko udeležila obeh slovesnosti. Zanimiv je tudi izgovor, kajti že več kot desetletij je slovesnost v Kočevskem Rogu postavljena prav v ta čas. Njeno govorjenje o spravi je tako kot ogledalo, ki odseva samo njen obraz, ne pa obraze vseh Slovencev. Sramotno, žalostno in predvsem globoko ponižujoče do vseh, ki so zaradi komunizma izgubili življenje, dostojanstvo ali resnico. Prav tako pa ponižujoče tudi do vseh, ki si iskreno prizadevajo za spravo med Slovenci. Predsednica, ki ima polna usta pravičnosti, a ne zmore niti enega iskrenega stavka obsodbe komunističnih zločinov, ne združuje, temveč razdvaja. In to ne z močjo resnice, ampak silo selektivnega spomina. Da je mera polna, pa vidimo tudi pri njenem nedržavotvornem delu, ko že nekaj časa blokira delovanje demokratičnih institucij v Republiki Sloveniji. Do danes še ni našla primernega ali za dvotretjinsko večino sprejemljivega kandidata ali kandidatke za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic. Če so v njen ožji izbor izmed 14 prijavljenih kandidatov prišli zgolj 3, o ostalih sploh ni pojasnila, zakaj jih ne predlaga, med temi so tudi ugledna imena, kot sta denimo nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek in nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, pa sedaj želi na to mesto kandidatko, ki se sploh ni prijavila za to mesto. Nekako se vse bolj izrisuje, da si pač želi na tem mestu nekoga, ki bo delal zgolj njej pa všeči. Neuspešna je tudi pri kandidaturi za guvernerja Banke Slovenije. Naša država je tako v Evropski centralni banki brez glasovalnih pravic in to v času, ko se Evropska unija sooča s poslabšano finančno sliko, naše države pa pri ukrepih ni zraven. Žalostno. Kaj kmalu pa bo jasno, koga bo izbrala na kmalu izpraznjena mesta ustavnih sodnikov. 2 imeni bo morala ponuditi.
Bo tokrat bolj taktna ali pa bo tudi tukaj Ustavnemu sodišču pomagala še bolj ideološko skrajno levimi kandidati in tako pomagala pri razgradnji pravne države? Mislim, da sem naštel kar nekaj zadev, ki jasno kažejo, da predsednica republike ni kos nalogi, ki bi jo morala opravljati. Ne povezuje, si za povezovanje ne prizadeva, še več, namesto dialoga vnaša razdor, namesto sprave dodatne delitve. Bi bil čas, da bi odstopila ali pa morebiti sklicala predsedničin forum na temo svojega vladanja? Na to si odgovorite sami. Naš pogled sem pripravil Alen Salihović. Naš pogled.